Imamo nalogo, poišči največji skupni delitelj D in pa najmanjši skupni večkratnik v števili 616 in 560. Torej, tega se lotimo tako, da najprej te dve števili zapišemo kot produkt potenc paraštevil. In sicer število 616 bo prvo, naredimo takole črto in začnemo deliti s paraštevili. Se pravi, tukaj, ko vidimo, da je na zadnjem mestu 6, je torej deljivo z 2 in lahko začnemo z 2. 616 deljeno 2 je 308. Spet vidimo, da je na koncu 8, torej še vedno lahko nadelimo z 2. Delimo z 2, to je 154, še vedno je 4 na koncu, torej spet lahko delimo z 2. Dobimo 77, to pa vemo, da je deljivo z 7. Dobimo 11, kar je praštevilo, delimo z 11 in dobimo 1 in tukaj se postopek konča. Torej 616 lahko torej zapišemo kot, ker imamo 3 dvojke, imamo torej 2 na 3, krat 7, kaj je 1, torej krat 7 in krat 11, ker je 11 samo 1. Naredimo zdaj isto še za 560. Spet, ker je na koncu ničla, lahko delimo z 2 in dobimo 280. Delimo še vedno z 2, ker bomo na koncu 2, to je 140. Spet lahko delimo z 2, dobimo 70. Spet lahko delimo z 2, dobimo 35. To je deljivo s 5 pa 7, je zdaj čisto vseeno, s čem gremo, pa recimo, da gremo s 5, dobimo 7, podelimo 7 in dobimo 1. Torej 560, lahko torej zapišemo kot 1, 2, 3, 4 dvojke imamo, torej je to 2 na 4, krat 5 in krat 7, ker se v oboji dve števili pojavita samo enkrat. Kako pa zdaj dobimo največji skupni delitelj? Teh dve števil dobimo tako, da pogledamo, katere številke so skupne. Torej, dvojka je skupna, pa 7 je skupna in vzamemo ta manjšo potenco. Se pravi, tukaj ima dvojka eksponent 3, tukaj pa ima dvojka eksponent 4, torej vzamemo ta manjšo, torej 2 na 3. 7 se v obeh primerih pojavlja samo enkrat, zato pišemo krat 7. Najmanjši skupni večkratnik pa vzamemo vsa števila, ki se pojavijo, torej dvojka se pojavi tukaj na 3, tukaj na 4 in vzamemo ta večjo, pa 2 na 4. 7 se v obeh primerih enkrat pojavi, torej samo krat 7. 11 se tam ne pojavi, ampak je to vseeno, zato zapišemo še krat 11. In pa tam se pojavi še 5, ki je tukaj ni in jo tudi tako pišemo. Torej, če nas zanima, koliko je ta številka, potem to vpišemo v kalkulator in izračunamo.